Danes je krasen, miren dan, popoln praznični dan, bi rekel. Ni čisto s soncem obsijan, ampak nič ne de. Malo oblačkov, ki pa imajo tudi svojo lepoto. Trenutno sem na 2950 metrih nad morjem, kar pomeni, da imam do vrha še 500 metrov vzpona. Aleluja. Evo, sem tik pod vrhom in preden stopim na sam vrh, bi rad z vami delil tule. Ko sem šel gor čez na tole goro, sem se spomnil na trenutek, ko Jezus tudi stopi na goro in je tako v celi evangelijski zgodbi na najvišji točki. To je takrat, ko se skupaj s 3 učenci spremeni in njegovo telo in njegov obraz postaneta popolnoma bela, kot bi iz njega odsevala luč, pravi besedilo. To je pravzaprav trenutek, ko je Jezus pokazal svojo dejansko bodočo naravo, to je trenutek, ko bo vstal od mrtvih in bo v svojem telesu Jezus Kristus poveličan in vstopil v večno slavo. Ob tem so se slišale besede, ki jih pripisujemo seveda Bogu Očetu, in te besede so: "Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte." In te iste besede, zanimivo, najdemo v evangeliju še na enem drugem mestu, in to je v trenutku, ko pa se Jezus znajde na najnižji točki v svoji zgodbi, in to je v dolini reke Jordan, kjer je bil krščen. In ne samo, da je reka Jordan najnižja točka evangeljske zgodbe, ampak je reka Jordan tudi najnižja točka njegove zemeljske oble sploh. In Jezus ne samo stopi k reki, ampak stopi v reko, v njo poklekne in se pusti krstiti. In ob tem, kot rečeno, iste besede: "Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte." Imamo torej trenutek, ko je Jezus na najnižji točki in se skrajno poniža, in imamo trenutek, ko je Jezus na najvišji točki in takrat razodene svoje resnično bistvo, ki se bo v prihodnosti zgodilo, to je, da bo vstal od mrtvih. Ni lepšega kraja, da bi se tega spominjal in da bi v to skrivnost vstopil, kot je ta kraj tukaj, to je gora, ko sem na vrhu ali pa skoraj na njenem vrhu, in ni lepšega dneva, kot je današnji dan, da bi podoživljal to, kar se je z Jezusom točno na gori zgodilo, namreč, da se je spremenil in da je postal poveličan in da je iz njega izžarevala luč, kar nas pa še čaka. Ampak danes na veliko noč vsekakor praznujemo veliko veselje nad tem, da vse nas, ki bomo hoteli, čaka vstajanje od mrtvih, ko bomo v polnosti in v večnosti zažareli v slavi skupaj z Jezusom, ker bomo vstali od mrtvih, in tega se danes veselim.